Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja in skušali bomo skupaj dobiti odgovor, kakšna bo lahko prihodnost Carlosa Sainza mlajšega. Že pred samim začetkom sezone 2024 je bilo mnogim navdušencem jasno, da bo moral Carlos Sainz mlajši prepustiti sedež pri skuderiji Ferrari Lewisu Hamiltonu. In nato po nekaj mesecih smo izvedeli, da je tudi malce na presenečenje vseh podpisal z ekipo Williams. In v tej skupini posameznikov, ki smo bili presenečeni, sem bil tudi jaz sam, kajti Carlosa Sainza mlajšega sem videl v ekipi Sauber pomišljaj Audi. Ampak tu je treba upoštevati nekaj, da so pri Audiju Sainzu ponujali izjemno dolgo pogodbo. Španski voznik si pa želi biti le sezono ali dve v rahlo slabši ekipi in takoj, ko bo možno, zopet prestopiti k tistim, ki imajo možnosti zmagovati na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. In marsikdo izmed vas bi sedaj lahko dejal, da saj tudi Williams je bil sposoben zmagovati. Ampak vprašanje je, kdaj. Če pogledamo ekipo iz Grova, seveda napreduje sedaj pod taktirsko Jamesa Wolfsa, ampak videli smo mnogokrat, da dobesedno žrtvujejo določeno sezono samo zato, da bi lahko popravili infrastrukturo. Nekaj podobnega smo lahko opazili tudi v sezoni 2024. Verjetno malo kdo je opazil, da so pri Williamsu rabili menjalnik iz sezone 2023. Poglejte samo, kako je razporejen horizontalni element vzmetenja in takoj vam bo jasno. A to v tem primeru ni važno. Sainz je podpisal z Williamsom in treba je povedati, da je s seboj pripeljal tudi zanimivega pokrovitelja, Banco Santander. In to pomeni, da za ekipo Williams bo sezona 2025 izjemno zanimiva. Namreč nov pokrovitelj ter dva konkurenčna voznika. Kakšna bo naloga Carlosa Sainza mlajšega? Najprej biti boljši od Aleksandra Albona. Kar po svoje lahko tudi ne bi smelo biti tako težko. Namreč Aleksander Albon velja za izjemno učinkovitega, dobrega voznika, ampak poleg sebe je zmeraj imel dokaj šibke nasprotnike. Govorimo o Latifiju, govorimo o Sargentu. V trenutku, ko se je pojavil Colapinto, je njegov status prvega, skorajda nedotakljivega voznika začel hitro bledeti. Če se spomnimo, na začetku sezone 2024 je bil Sargent tisti, ki je moral odstopiti šasiju Albonu. Ko je prišel Colapinto, je bila zgodba že malce drugačna. Kakšna bo sedaj, ko prihaja Sainz? Verjetno se bo nadaljeval trend, ki smo ga videli v zaključku lanske sezone. In še ne smemo pozabiti, da je lahko Carlos Sainz mlajši za volanom Williamsa bolj učinkovit kot Albon. A tu se poraja vprašanje, kam bi lahko odšel Carlos Sainz mlajši, na primer v sezoni 2026. In najprej je treba tu pogledati, katera mesta so lahko potencialno prosta, katerim voznikom potečejo pogodbe. Seveda s tisto klasično pripombo, da mnogokrat pogodbe v Formuli 1
niso vredne papirja, na katerem so napisane. Ampak za Sainza zanimiva opcija je tista, ki se nekako odpira pri tovarniški ekipi Mercedes. Oba voznika, tako Russell kot Antonelli, imata pogodbo do konca leta 2025. In seveda, če bo prišlo do sporov, če Toto Wolff ne bo zadovoljen z rezultati, bi lahko videli neko priložnost pri tej ekipi. Imamo opcijo Red Bull, kjer je na primer Liam Lawson tisti, ki ima samo enoletno pogodbo. Ampak tu sta dve veliki oviri. Prvič, Max Verstappen in Carlos Sainz mlajši sta že bila moštvena kolega pri skuderiji Toro Rosso prav na začetku njune kariere. In Max Verstappen ne bi rad imel Sainza za moštvenega kolego, ker je verjetno preveč hiter. In po drugi strani sam Sainz je bil dobesedno zamenjan za pogonske sklope Renault, ko je prestopil iz že citiranega Tora Rossa v tovarniško ekipo Renault in niso ostali prav lepi spomini. A ne smemo mimo dejstva, da njegov oče Carlos Sainz ima za pokrovitelja prav Red Bull in vozi za Ford v Rally Ride. Torej, tu v teoriji neke sinergije so. Ne smemo pozabiti, da tudi pri ekipi Racing Bulls je Yuki Tsunoda tisti, ki mu se izteče pogodba, in po drugi strani tudi Isaac Hadjar nima večletnega dogovora. Torej, če smo videli neke negativne strani, je tudi ogromno potencialno prostih mest v obeh ekipah samega Red Bulla. In tu nalašč nisem omenjal, kaj se bo zgodilo z Maxom Verstappenom v prihodnosti. Pri McLarenu seveda imata oba voznika podpisani pogodbi in ne smemo pozabiti na dejstvo, da je Carlos Sainz mlajši za McLaren že vozil, preden je prestopil v Ferrari, in zadeve pri ekipi iz Wokinga se niso končale na preveč prijateljski način. Torej, tu za Španca vidim bore malo možnosti. A ne smemo pozabiti na nekaj. Da so bili pri skuderiji Ferrari izjemno prijazni in prijateljski do samega Španca. Ne samo, da so mu dovolili zimsko testiranje pri Williamsu, ampak imel je v Fioranu poslovilno ekshibicijo skupaj s svojim očetom na Ferrariju F1 pomišljaj 75 in na to so mu enega celo poklonili. To je seveda čast, ki se jo nekako da samo tistim pomembnim voznikom za neko ekipo. Nočem tu nekako nakazovati na to, da Carlos Sainz mlajši ne bi bil pomemben za Ferrarija, ampak na dejstvo, da bi se lahko celo vrnil, ukolikor bi se pojavile tiste prave možnosti. A vseeno je treba razumeti nekaj, da ukolikor se bo Carlos Sainz mlajši vrnil tja med tiste najboljše ekipe, bo moral letos v sezoni 2025 pokazati marsikaj. Govorili smo o tem, da Williams zna žrtvovati razvoj naprimer sedanjega bolida, zato da bi imeli v naslednji sezoni malce več možnosti. Glede na konstruktorsko lestvico bodo letos imeli kar nekaj časa v vetrovniku in seveda priložnosti simulacij CFD. S tem, ko je Sainz pripeljal tudi določene pokrovitelje, finančna sredstva ne bi smela biti problem
In torej lahko pričakujemo, da bomo 14. februarja videli kaj več kot le malce popravljen lanski model. O tem se bomo prepričali čez nekaj tednov. Kot sem že omenil, Sainz, kolikor si želi biti zopet zapisan med zmagovalci dirk za svetovno prvenstvo Formule 1, mora biti bistveno boljši od Albona in nekako opozoriti nase. In tu je seveda vse v njegovih rokah. Na to, če se bo pokazala prava priložnost ali ne, bomo videli skupaj. Vsekakor ga sam ne vidim v ekipi Williams več kot sezono ali dve. Ampak, če se mu ne odprejo vrata k tistim najboljšim ekipam, kaj mu preostane? Podobno kot pri McLarenu ima verjetno zaprta vrata pri Sauberju oziroma v bodoče Audiju. Namreč, če ni sprejel njegove ponudbe, zakaj bi mu jo še enkrat prestavili, če seveda ne bojo v nekem brezizhodnem položaju. Obstajajo še ekipe kot je Haas ali Alpine, ki pa konec koncev niso na bistveno višjem nivoju kot že prej citirani Williams. O Aston Martinu se govori, ampak zopet dvomim, da je to tisti cilj, kateremu si želi nekako usmeriti sam španski voznik. Čeprav smo govorili o tem, da potencialno Aston Martin zna biti izjemno zanimiv, ampak dvomim. Čeprav Sainz v Aston Martinu bi bil potencialno lahko idealno na nadomestitev za samega Fernanda Alonsa. In kolikor nam je znano, Alonso ima podpisano pogodbo samo še za sezoni 2025 in 2026. Torej, v teoriji obstaja tudi ta možnost. Ampak, kot sem že dejal, dvomim, da bo Sainz nekako sprejel z lahkim srcem to možnost oziroma bo prej v to prisiljen, kot da bi si želel selitev v to ekipo. A kot ponavadi videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Za danes, za odgovor na to vprašanje, pa menim, da je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.